Živja družba, spet sem jaz. Današnja tema bo pa prednosti, če si poročen z Mehičanom. No, najprej za začetek naj povem, da sem jaz jasno z vsem srcem, ali pa recimo s pol srca, ker vsak čas bom zdaj tudi Mehičanka, ampak sem tudi Slovenka in sem ponosna na to, da sem Slovenka. In ima jasno, da ima Slovenija poseben kotiček v mojem srcu, ker sem se pač tam rodila, sem tam odraščala, je moja prva družina, pač osnovna družina je v Sloveniji, pa tudi veliko prijateljev. Ampak zdaj imam že zelo, zelo rada Mehiko in sem tudi že lep čas tukaj. Tako da ima tudi Mehika poseben kotiček v mojem srcu. No in jasno, da je pač zame je kar nekaj prednosti v tem, da sem poročena z Mehičanom, ampak to pač z mojega osebnega stališča. Zdaj prva, pač ne se sliši tako butasta in površinska zadeva, ampak mene so vedno privlačili moški, ki so majčkeno temnejše polti, pa s čokoladnimi očmi in s črnimi lasmi, no in takega moža sem si našla. Druga zadeva, ki je zame velika prednost, je pa ta, da živim v Mehiki, zato ker sem poročena z Mehičanom. Pač je ena od treh možnosti. No, lahko bi živela v Sloveniji, lahko bi živela kje drugje v tujini, no mi trije, no, s najino hčerkico pa živimo tukaj v Mehiki. In recimo zame je to kar nekaj prednosti. Ena izmed prednosti je definitivno vreme, ker sem vedno rada imela toplejše kraje. Pa sonček mi je zelo všeč in tukaj pač ni dneva, da ne bi posijalo sonce. In tudi, da ne boste mislili, da je tukaj vedno, da so temperature za kopalke še zdaleč ne, še zlasti ne v tem kraju, ko jaz tukaj živim. Moram reči, da nas pozimi tudi krepko zebe in da sem zelo zadekana in zbunda in vse. Ampak pretežni del leta pa je toplo, ali pa saj večji del leta, kot v Sloveniji je toplo. Tako da mi klima tukaj mi odgovarja. Všeč mi je tudi recimo, ker meni se zdi, da sem na nenehnih počitnicah. In sicer ni nujno, da grem z letalom kam, ampak enostavno gremo z avtobusom, pa se peljemo 2-3 urice, sem v čist drugem delu Mehike, ki ga še ne poznam. In imam možnost spoznati, ne vem, drugačno hrano, drugačne običaje, drugačno glasbo, mogoče pač, ne vem. Se mi zdi, no, da sem na neprestanih počitnicah, to mi je tudi ena od velikih prednosti. Potem prek svojega moža, jaz sem bila prej, ne vem, zelo taka pridna pa zavedna Slovenka. In če se jaz ne motim, vsaj v moji generaciji sta bile dve stvari zelo, zelo pomembne. Eden je bil čut za odgovornost in eden je bil delo. Delo, pa še več dela. In meni se zdi, da mi je bilo pač to v breme, ker sem jaz imela skozi občutek, da je treba vedno kaj koristnega početi. In sem jaz bila več ur na dan sem bila v službi, če nisem bila v službi, sem doma pospravljala, ali sem delala priprave za šolo, ali sem se učila španščino ali pa angleščino. Ne vem, vsekakor je mogla biti čist vsaka sekunda, ne vem, za kaj koristna, in to je šlo toliko daleč, da sem jaz v enem obdobju spala samo 3 do 5 ur, ko sem rekla, da to je pa izguba časa, ker vmes nič koristnega ne počnem in to definitivno mi ni prav nič dober del. In pač moj mož me je pa naučil, da življenje ni samo garanje in ni samo odgovornost, ampak da se je treba znati tudi izklopiti, da je treba znati se naučiti uživati v trenutku. Ne vem, če že imaš družino, da moraš se znati, da moraš znati tudi pa si dati možnost, da sploh uživaš biti z družino. Ne vem, hrana prej zame, ne vem, je bilo samo pač, sem jedla zato, da ne bi bila lačna, pa zato, da ne bi pa določenega dne kar škripala, ker če, ne vem, nekaj časa ne ješ, pač pol te verjetno pobere slej ko prej. Jaz tudi slučajno se nisem ozirala, ne vem koliko za okusom, ker če mi je kakšen okus všeč ali ne, pa katera hrana mi je bolj všeč pa manj, nisem kaj veliko pozornosti posvečala temu. No, tukaj so se pa zadeve zdaj popolnoma spremenile, ker moj Diego je pa gurman in povrh vsega imam pa še srečo, da je še dober kuhar, tako da meni velikokrat pripravi kakšne mehiške jedi tukaj kar doma. No, če pa situacija taka, da ne skuha doma,
Je pa tukaj v Mehiki veliko možnih variant, da se lahko relativno poceni je, zunaj za moje pojme, zunaj zame vse, kar se ne pripravi doma. In sicer so stojnice, kjer se lahko najde poceni hrana, potem so razne, tukaj se reče ekonomične kuhinje, ali pa kako bi rekla, ugodne kuhinje. In tam dobiš celo kosilo, recimo dobiš juho, potem izbiraš špagete ali pa riž, pa potem glavno jed, pa dobiš še potem desert in to stane, ne vem, od evra pa pol do 2 evra recimo. Vse so tudi dohodki tukaj precej nižni, no, ampak vseeno je to, ne vem, to si lahko skoraj vsaka družina privošči, da sem pa tja, pač gre takole jest. Potem na tržnici se tudi najde kakšne variante, ki se zelo, ne vem, ugodno, greš lahko na kosilo. Jasno, da pa tudi na vseh višjih nivojih, no, dražje ali pa zelo super drago se pa tudi lahko je, no. Ampak skratka, tukaj je tudi kulinarika toliko bogata, da ne vem, da sem začela uživati v hrani, no, in ne, sam za eno informacijo, kakor ošpice dobim, ko slišim v Sloveniji, da so jedli tortije, ko grejo v mehiško restavracijo. Tortija, veste kaj so tortije? Tortije so te rumene mečkane palačinkice, no rumene, če so iz koruze, bele, če so pa iz pšenice, in v tortijo se zavije hrano, to ni nobena jed še. In potem recimo se lahko naredi takose, pa se zraven, pa je kakšen meso noter, ali pa se lahko je z gobicami, sirom pa tako naprej. Se pravi, jaz neznansko rada jem takose, quesadille, potem so, tukaj rečejo torte, so sendviči, tako nekako bi bilo primerljivo, kot če bi 2 primorske žemlje skupaj dali. In so torte, se jih namaže z miksanim fižolom, potem se da pa gor vse živo, vse živo, lahko je sirova, lahko je ponavadi kakšna šunka, pa sir, pa paradižnik, avokado, pa ta fižol, jasen, da to so take kombinacije, ne vem, najbolj huda je pa kubanska, to ima pa vse živo noter, od hrenovk, od mesa, od zrezka, ne vem, sire, jajce, ne vem, vse živo ima noter, no, in to je ena torta, sendvič bi bil, no, ta zadeva je sposobna tehtati pol kile. Potem je tukaj tudi veliko morske hrane, pač povsod se jo dobi, no, ampak še zlasti v morju je zelo znana. Potem je posole, ki je ene vrste koruzna enolončnica, potem je mole, ki je ena zelo tipična mehiška jed, ki je neka omaka. In mole iz Oaxake je narejen s čokolado in potem se je s piščancem in z rižem. Skratka, kulinarika tukaj je, ne vem, je ena neskončna zadeva, sadja je tudi tukaj na razpolago, toliko, da je noro, ne vem. Jaz se lahko vsak dan zmislim, pa se grem kupiti guajave, mango, avokado, da bom malo izjela, no, tiste, ki so na tele dieti low carb, high fat. Tukaj je kilo avokada, je za 1,20 € mogoče, 1,30 € se dobi, no. In je pač avokado, saj veste, da je slasten in odličen. No, potem, kot sem že rekla, mango, guajava, papaja, potem imajo tehokote, to se dobi v decembru, ko se za posebne kompote dobi, lubenice, ne vem, jabolka, hruške, borovnice, jagode zdaj recimo tukaj tudi veliko jagod. Potem so, ne vem, karambola, to ne vem, kako bi se prevedlo. Skratka, je toliko tega, da jaz še zdaj ne poznam čisto vseh in neizmerno uživam, no, v tem, ne vem, se mi zdi, da imam srečo, da pač lahko si za zajtrk, ne vem, privoščim guajavo pa mango, na primer. Potem pa pijejo tukaj veliko likvodov, jaz bi rekla, da bi bili to smoothiji in so lahko na podlagi vode ali pa mleka, no, in se, ne vem, moj najljubši, recimo, zdaj zadnje čase pijem jagode pa banano zmiksane. Skratka, evo, tukaj so mi, ne vem, predstavljeni kulinarični užitki in sem jih končno prek pač mojega moža začela uživati, ker me je naučil sploh uživati, sploh opaziti to zadevo, ne. Potem je tukaj, ne vem, glasba, recimo tukaj v Mehiki sem spoznala pač druge glasbenike, ker v Sloveniji, takrat, ko sem jaz šla, so bili zelo popularni Rebelde, pa mislim, da je prej kakšna pesem od Juan Gabriela prišla, pa od Ane Gabriel. Drugih pa jaz nisem toliko poznala, no, zdaj imam pa, ne vem, cel kup meni zelo ljubih pevcev ima. Ena je Alejandro Fernandez, se z jejem napiše, če imate kakšno željo pobrskati, on ima 3 vrste pač glasbe, ima pop glasbo, pa ima mariachi, pa bolere. Potem drug, ki mi je zelo všeč, ki je žal pokojni, je Juan Gabriel, Juan se napiše
Jejem. On je pa glasbeni genij, je pa ne vem, koliko pesmi je napisal zase in za druge. Potem zdaj le en bolj mlad je Carlos Rivera, se napiše tako, kot se sliši. In je zdaj recimo ena od zadnjih pesmi njegovih znanih je bila Recuérdame, ki je bila nominirana pač za Oskarja, za ta mehiški film Coco. In pa potem je Yuridia, se z Y napišemo, tudi ženska ima izjemen glas. Pa ena pevka še, ki se mi zdi strašno simpatična, je tudi Talija, jo tudi zelo rada poslušam. Skratka, cel kup različne glasbe sem kar naenkrat spoznala. Tukaj je ena, ki se reče Nortenja, ki so trio. Potem so mariachi, jasande, marimba se posluša na jugu, ki so ne taki gromozanski ksilofoni. Potem je banda, je drug tip muzike, to je pa ena taka skupina, mislim, da je okrog 30 članov ima. In potem pojejo. Potem je reggaeton se tudi posluša, no ta meni sicer ni ne vem koliko všeč, ampak se tudi posluša. Potem je salsa, kumbija, merengue in to so same, ne vem, take vesele, no, vesela glasba je ponavadi. Potem sem spoznala tudi mehiško filmsko industrijo, no se zdaj v zadnjih letih so se itak sami, so se zelo slavne naredili, ker so kar veliko Oskarjev osvojili. Letos je prav ta Oblika vode je tudi bil Mehičan. Režiser, potem imajo pa, ne vem, veliko število komedij imajo, zdaj ne bi videla naslovov v slovenščini, ali pa če so sploh tja prišli. Ampak ena, ki sem ga zdaj gledala pred kratkim, je Almacenados, ki sem mislila, da me bo pobralo od smeha. Ne vem, če imate možnost kaj posurfati, kakšne mehiške komedije. Diego Luna je en tak zelo slaven, pač uspešen igralec, drug je pa Gael Garcia. No, tudi lahko poiščete njega kot igralca. No, in sploh mislim, da trenutno zdaj filmska industrija, no, kar cveti. Ja, kar veliko sem se nasmejala na njihov račun. Potem je še en komedijan tukajšnji mi je všeč, ki mu je ime Franco Escamilla, tisti, ki ste špansko govoreči, ga lahko poslušate. Naj vas opozorim, da ima pač kar nekaj takih, kako ne rečem, ne preveč lepih besed uporablja, ampak ima en tak eleganten stil, da ta zadeva potem ne izpade kot slaba beseda. No, pač, ker se mi zdi, da lahko te slabe besede uporabljaš na tak ali pa drugačen način in da lahko zelo primitivne zvenijo, no. V njegovem primeru so pa zame so duhovite, no, čeprav jaz iz tega načina izražanja pač ne uporabljam. Skratka, zdi se mi, no, da je pač, da sem prek tega jaz v moje življenje sem dobila pač eno šolo, kako za trenutek odložiti odgovornost in trdo delo in da je treba tudi znati uživati v momentu. In sigurno, no, se je prišlo tudi na vaša ušesa, da je Mehika dežela zabave in praznovanj. In za moje pojme, ja, življenje bi moral biti praznik, vsak dan bi moral biti praznik in to bolj z tega stališča hvaležnosti, mislim. Da tukaj se praznuje vse, se praznuje to je kar en maraton čez celo leto. No, januarja so sveti trije kralji, ki se obdarijo otroke, februarja tukaj Valentinovo praznujejo, marca je en velik praznik, vedno je pomladni festival v šolah. To mislim, da je tradicionalno, no, da ima tak pomen. Potem je Velika noč, ki smo jo zdaj pravkar, no, bomo počasi zaključili. Potem v maju se praznuje materinski dan, pa konec aprila še dan otroka. V maju se praznuje materinski dan, v juniju se praznuje dan očeta. Potem v juliju je konec šolskega leta, pa so potem vedno zaključki šolskega leta. Avgusta, pa res ne vem, če je kaj. Avgusta mislim, da ni nič. Septembra je dan neodvisnosti, ki je tudi zelo, zelo pomemben praznik. Potem je dan revolucije, mislim, da je novembra. I'm sorry to interrupt you, Jana. You have 1 minute left. No, skratka, veliko praznovanj je prišlo v pač moje življenje in sem se naučila pač opaziti lepe stvari v svojem življenju in tudi uživati v njih. Skratka, to bi bile glavne prednosti, čeprav me je zdaj le prekinil pač z mojega stališča dejstva, da sem poročena z Mehičanom. Če vam je bil video všeč, nam lahko podarite všečke in delite jasno s komerkoli bi se vam zdelo, da je zadeva zanimiva.
komentirajte, če ste si predstavljali, pač, da so Mehičani takšni, ali ste imeli kakšne druge ideje in se vidimo v prihodnji torek tukaj. Adijo!